Drage nagrajenke, dragi nagrajenci, spoštovano občinstvo, prisrčno pozdravljeni na slavnostni akademiji Mestne občine Kranj 2020. Spoštovani, spoštovane, k nagovoru vljudno vabim župana Mestne občine Kranj Matjaža Rakovca. Spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci, cenjene občanke in občani, dame in gospodje, ki nas virtualno spremljate. Ko se snidemo ob največjem in najpomembnejšem dogodku v Mestni občini Kranj, vsakokrat premišljujem, kaj je najmočnejše zaznamovalo leto. Leto, ki ga tradicionalno zapečatimo z nagradami, plaketami in priznanji v lokalni skupnosti. Odgovor na vprašanje je letos sila enostaven. Ta ni zaznamoval le naše občine, temveč cel svet. Pandemiji novega koronavirusa ni bilo mogoče ubežati. Situacijo je treba sprejeti, se ji prilagoditi in se iz te zahtevne preizkušnje tudi nekaj naučiti. Če smo vse do pandemije hiteli, smo v novi realnosti sobivanja kar naenkrat dobili to, kar smo vse skozi pogrešali – čas. Na trenutke se je zdelo, da se je dobesedno ustavil. S tem se nam je ponudila priložnost, da se zazremo vase, da prevetrimo svoje vrednote, da širše pogledamo okrog sebe. V ospredje so prišle osnovne družbene vrednote, tiste, ki jih je v obdobju hitenja marsikdo potisnil v ozadje. Vrednote, ki so nujne za obstoj slehernika, solidarnost, nesebično prispevanje k skupnosti. Ste kdaj pomislili, kako bogat je ta naš prostor, naša regija, naša občina, mesto, kako miselno, vsebinsko, delovno in rezultatsko bogati so ljudje, s katerimi si ta prostor delimo. Kako pomembno je, da so med nami takšni, ki skrbijo za dvig kakovosti življenja v mestni oziroma krajevnih skupnostih, med ranljivimi skupinami, pri izobraževanju novih rodov. In kako dragoceno je, da so med nami takšni, ki skrbijo za razvoj glasbene kulture, likovne umetnosti, športa in hortikulture. In takšni, ki se zavzemajo za ohranjanje vrednot in zgodovinskega spomina o razvoju slovenske samostojnosti in državnosti. Večkrat pomislim na to, koliko nadarjenih ljudi izhaja iz naših krajev in koliko pomembnih del izhaja iz tega okolja. Ponosen sem, da si ta prostor delim z njimi oziroma z vami, spoštovane nagrajenke, spoštovani nagrajenci. In prav letos, v tem zahtevnem obdobju soočanja z virusom, ki je naš običajen vsak dan obrnilo na glavo in vanj nasulo številne omejitve, se še dodatno zavedamo vrednosti vsakega uresničenega cilja. Tudi na Mestni občini Kranj smo ponosni na svoje delo, na projekte, ki smo jih uresničili, jih uresničujemo in jih še bomo. Ko je človek pred pol stoletja prvič stopil na Luno, si je bilo ta cilj lažje predstavljati kot pa današnjo situacijo, ko en z drugim lahko sodelujemo skorajda le še virtualno. A naša dejanja zato niso nič manjša. Vaša dejanja, spoštovane prejemnice in prejemniki, so tista, ki so pustila trajen vtis v naši družbi. Pustili ste sled, ki ne bledi. Tudi zaradi vašega prispevka vemo, da se je danes vredno boriti, ker je na koncu tunela luč. Učite nas, da nikoli ne smemo izgubljati upanja in da moramo verjeti, kajti skupaj lahko prispevamo k spremembam. Gremo naprej. Modrejši, bolj izkušeni in predvsem močnejši. Za vsako vaše prizadevanje in vsak vaš dosežek, s katerimi ste pustili neizbrisen pečat v naši skupnosti, se vam v imenu Mestne občine Kranj iskreno zahvaljujem. Čestitam vam ob prejemu nagrad in vam želim, naj vas tudi v prihodnosti pri uresničevanju začrtanih ciljev še naprej vodijo odločnost, vztrajnost in močna volja. Vedno boste dragocen zgled za vse naše zanamce. Srečno vsem! Sprejmite izziv, le tako boste začutili veličino uspeha. Takole je neznani avtor izrazil svojo misel.
Vsi vi, dragi nagrajenci in nagrajenke, ste očitno sprejeli izziv in upam, začutili, če ne do zdaj, pa vsaj danes tudi veličino uspeha oziroma prepoznanja vaše poti in vašega dela. Letos bomo podelili 2 plaketi Mestne občine Kranj, 3 Prešernove plakete, nagrado Mestne občine Kranj, 2 listini o priznanju Mestne občine Kranj, 3 velike plakete Mestne občine Kranj, veliko Prešernovo plaketo Mestne občine Kranj in naziv častni občan Mestne občine Kranj. In zato, da bomo to naredili tako, kot se šika, na oder vabim gospoda župana Mestne občine Kranj, Matjaža Rakovca. Prosim. Plaketo Mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospod Josip Iličič za podporo mladim za šport in ureditev športnih igrišč. Josip Iličič je ponos Kranja in Slovenije, dostojanstven človek z velikim srcem. Ime Kranja je ponesel širom Slovenije, Evrope in sveta. Nikoli ni pozabil na pripadnost našemu mestu, kar dokazuje tudi danes z obnavljanjem športnih igrišč, kjer je še kot deček s prijatelji preživljal svoje dneve. Zato lahko brez kančka dvoma rečemo Josipu Iličiču hvala za vse čudovite podaje, preigravanje, gole in predvsem, da ni pozabil na korenine ter tako omogoča tudi danes mladim, da se iz, kot so rekli, našega blokovskega naselja lahko prebijajo do svojih sanj. Gospoda Iličiča kot športnik se udejstvuje tudi v tem času, nekaj tekem še je in zato gospoda Iličiča danes ni z nami, seveda bo prejel plaketo, ko bo čas za to. Plaketo Mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospa Nada Bogataj Kržan za izjemni prispevek v dobro družbenih dejavnosti in fundacije Vincenca Draxlerja. Gospa Nada Bogataj Kržan je vse svoje življenje vpeta v delovanje za družbo in skupnost. Ljudje, ki so potrebovali njeno pomoč, so imeli vselej prednost. To potrjuje tudi zahteven in v začetkih precej inovativen projekt ustanovitve fundacije Vincenca Draxlerja. Razumevanje in entuziazem sta združila prizadevanja 2 izjemnih ljudi, dobrotnika in velikega rodoljuba gospoda Vincenca Draxlerja in gospe Nade, ki je bila ves čas ključna povezovalka in je projekt poganjala svojo voljo naprej. Tako je pred 20 leti nastala fundacija za pomoč ozdravljenim odvisnikom za lažje vključevanje v družbo z reintegracijskim centrom. Ob pojavu socialnih podjetij je tudi fundacija postala tako podjetje, ki danes zaposluje težko zaposljive in ima svoje trgovine obnovljenih in novih izdelkov. Iz tega sodelovanja s gospodom Draxlerjem je nastal tudi medgeneracijski center s programi za starejše, mlade in mladino. Gospa Nada Bogataj Kržan je svojo empatijo, prepoznavanjem potreb ljudi, vztrajnostjo in izjemno močjo vere v pozitivne cilje v svoji 40-letni delovni karieri pustila neizbrisno sled pri razvoju družbenih dejavnosti Mestne občine Kranj. In plaketa Mestne občine Kranj je zahvala in priznanje njenemu življenjskemu delu. Tole priznanje plaketa Mestne občine Kranj me je, moram reči, izredno presenetila, ker nikoli v življenju nisem pričakovala, da dobim tudi za svoje delo neko priznanje, ker sem vedno čutila, da opravljam svojo dolžnost. Zato sem seveda vodstvu Mestne občine Kranj hvaležna in se najlepše zahvaljujem za to priznanje. Veliko čast mi je, da sem med nagrajenci, ki so prav tako veliko prispevali k razvoju naše občine. Še zlasti sem bila pa vesela plakete, ki jo je prejel tudi Josip Iličič, katerega, bom rekla, sem bila fan že pred tem, ko se je odločil, da tudi na določen način pomaga mladim otrokom, ko je prispeval svoja sredstva za obnovitev športnega parka na Planini. Prešernovo plaketo za leto 2020 prejme gospod Primož Zevnik za strokovni in umetniški doprinos k razvoju glasbene kulture mladih. Veliki simfonični orkester Gimnazije Kranj, ki ga je profesor Primož Zevnik ustanovil leta 2002, je sčasoma postal vodilni mladinski orkester v državi. Od leta 2009
je Galusovo dvorano Cankarjevega doma vsakič razprodal v rekordnem času. Njihove interpretacije klasične glasbe si je do danes ogledalo več kot 40 milijonov ljudi iz vsega sveta. Predsednik države Borut Pahor je zato gospodu Primožu Zevniku podelil nagrado Jabolko navdiha za izredne dosežke v glasbi na državnem nivoju. Profesor Zevnik je v 17 letih pripravil več kot 32 prvovrstnih koncertov. V orkestru se je zamenjalo stotine mladih virtuozov. Vse koncerte od leta 2007 pa v svojih elitnih terminih predvaja tudi nacionalna televizija. Njihovi uspehi vključujejo tudi vrhunsko glasbeno izobraževanje mladih v Kranju, sodelovanje z izjemnimi poustvarjalci, odlične recenzije koncertov in posnetkov koncertov v znamenitih glasbenih blogih in revijah, na BBC-ju recimo, na Tajskem, v Združenih državah Amerike in podobno. Veliki simfonični orkester Gimnazije Kranj pomeni odličen prispevek k prepoznavnosti mesta Kranja in Gimnazije Kranj, ta pa seže daleč čez meje občine in države. Iskrene čestitke. Jaz sem zelo ponosen, da sem prejel to nagrado. Čutim jo kot neko priznanje za skoraj 20-letno delo. In ponosen sem na to, da poleg mene to nagrado pravzaprav prejmejo dijaki neštetih generacij, ki so v teh dolgih desetletjih sodelovali. Poleg mene to nagrado prejme dirigent Nejc Bečan, ki je odločilno vplival in prispeval k temu, in pa seveda ravnatelj, prejšnji ravnatelj Gimnazije Kranj, magister Franci Rozman, ki je to podpiral, velikodušno podpiral, da se je Kranj in Slovenija s temi koncerti upisala na kulturni zemljevid glasbenega sveta. Prešernovo plaketo za leto 2020 prejme magister likovnih umetnosti Klavdij Tuta za predano delo z mladimi na likovnem področju. Srečanje s sodobno umetnostjo je svojevrsten izziv za prav vsako generacijo, mladi pa jo še posebej občutljivo in kritično doživljajo. Sodelovanje z magistrom likovnih umetnosti Klavdijem Tuto v preteklih letih je tako tudi za dijake šole Gimnazije Franceta Prešerna pomenilo velik izziv. Klavdij Tuta je zasnoval projekt enotedenskih delavnic z uvodno predstavitvijo sodobnih likovnih praks in sklepnim odprtjem razstave na šoli. Projekt je bil pozneje vključen tudi v razstavo v Prešernovi galeriji, in sicer marca 2016. Pod njegovim vodstvom v Kranju vsako leto poteka mednarodni festival likovnih umetnosti, kjer sodelujejo avtorji iz številnih držav. Njihova dela so predstavljena na več kot 20 prizoriščih starega mestnega jedra, pa tudi v bližnji okolici. Posebnost festivala je, da združuje energijo inštitucij kulture ter samozaposlenih v kulturi. V Kranju se tako lahko pohvalimo, da gre za eno večjih likovnih prireditev v srednjeevropskem prostoru. Klavdij Tuta pa je Kranj in njegovo umetnost ponesel tudi izven meja. Iskrene čestitke. Letos je nekako moje leto. To je že 5. priznanje letos, ampak ker živim v Kranju zadnje leta, drugače sem z Primorske in 30 let sem tudi že zdaj tukaj s Klementino Golja v Kranju, delujeva na likovni sceni. In mislim, da sva precej dala temu mestu živahnega utripa v tem smislu, predvsem pa v mednarodnem smislu. In je prav, da nas nekako pravzaprav vsako desetletje tudi občina vidi. To je že 3. moje priznanje v Kranju, tako da sem hvaležen, da sem viden in hkrati poskušam dati zmeraj svoj optimum. In lepo, da je tudi Kranj videl moje dosežke, ki sem dosegel v Parizu v letošnjem letu, potem v Kangavi na Japonskem. Postal sem tudi častni občan mestne občine Nova Gorica, pa še seveda cel kup drugih, bom rekel, takih stvari. Ampak predvsem je to, da vse stvari poskušam delati srčno, tako da tudi v moji stroki znotraj likovne produkcije delam in profesionalno in pa seveda s kompletno predanostjo duše in moje anime. Prešernovo plaketo za leto 2020 prejme docentka magistrica likovnih umetnosti Klementina Golja
za razvoj likovne umetnosti doma in v tujini. Gospa Klementina Golija je leta 2016 prejela najvišje priznanje, priznanje pomembnih umetniških del, ki ga podeljuje Univerza v Ljubljani. Leta 2017 je na Univerzi v Ljubljani pridobila naziv docentka za področje slikarstva. Študij v tujini ji je omogočil širši pogled, tako na umetnost kot ustvarjalnost in ji seveda dal neprecenljive izkušnje. Te so jo skozi dolgoletno delo oblikovale v prepoznavno ustvarjalko, ki je pomembno zaznamovala sodobno slovensko umetnost in se uveljavila tudi v širšem evropskem likovnem prostoru. Prevzela je delovanje likovnega društva Kranj, postala njena dolgoletna predsednica. Bila je pobudnica in predsednica Bienala mesta Kranja. Uveljavila je slovenski bienale likovne umetnosti Kranj ter mednarodno razstavo risbe in slike v prostoru Alpe Jadran. V vseh teh letih si je prizadevala tudi na donatorskem področju. Svoje dela je tako podarila bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj, zavodu Korak Kranj, gimnaziji Franceta Prešerna Kranj in pomagala v socialnih programih Rotary kluba Kranj. Klementina Golija je letos v Kranju predstavila tudi veliko pregledno razstavo likovnih del z naslovom Več kot pogled, to iz obdobja 2010-2020. In ob tem je išla tudi avtoričina nova monografija. Iskrene čestitke. Ja, vsaka nagrada je priznanje za preteklo delo in hkrati tudi spodbuda za nadaljnje delo. Na nek način oplemeniti naše delo, ga postavi v nek širši družbeni kontekst in moram reči, da sem zelo vesela, da je tudi naš Kranj oziroma mesto, v katerem živim, prepoznalo ta moja prizadevanja in mi podelilo nagrado oziroma Prešernovo plaketo. Nagrado Mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospod Alojz Ajdič za vsestranski ustvarjalni doprinos in razvoj glasbene kulture ter njegovo pedagoško delo. Gospod Alojz Ajdič je do leta 1973 učil na osnovni šoli Simona Jenka. V obdobju med 1973 in 1983 je bil ravnatelj glasbene šole v Kranju, kasneje pa je bil zaposlen pri Državni založbi Slovenije pri prodaji glasbenih edicij. Aktiven je bil v Zvezi društev glasbenih pedagogov Slovenije in Stanovskem društvu slovenskih skladateljev. V tem času je aktivno sodeloval pri ustanavljanju slovenske glasbene šole tudi v Celovcu. Za popevko Oprosti mi je na Slovenski popevki v Ljubljani leta 1966 prejel 3. nagrado strokovne komisije. In to ga je opogumilo, da je začel pisati za razne inštrumente, glasbila, komorne in orkestralne skladbe, koncerte, simfonije. Napisal je kantato Ravensbrück in opero Brata. Za svoje dela pa je prejel vrsto nagrad doma in v tujini. Med drugimi priznanje za izredne dosežke na kulturnem področju, ki mu ga je leta 1998 podelilo Slovensko društvo Edinost v Pliberku. Za simfonični opus pa mu je Društvo slovenskih skladateljev leta 2009 podelilo Kozinovo nagrado. Njegova dela so obsežna, med njimi pesmi za instrumentalno spremljavo, za mešane zbore, orkestrsko glasbo, klavirsko in pa tudi komorna dela. Iskrene čestitke. Priznanje občine Kranj je veliko priznanje zame glasbenika, pa ni to samo priznanje zame, temveč za glasbenike v Kranju in okolici. Namreč Kranj je glasbeno mesto. Ima veliko glasbenih ustanov, največja je glasbena šola, ki ima 720 učencev. Ob tem ima tudi velik simfonični orkester in to naša gimnazija je edina ustanova, ki ima simfonični orkester v Sloveniji. Zato menim, da bi bilo potrebno več poudarka dati na glasbene dejavnosti. Poglejte, vse osnovne šole, srednje šole, športna društva, velika knjižnica, vse je to sedaj že pripravljeno. Jaz mislim, da je skrajni čas, da pride enkrat na vrsto glasbena dejavnost. Tako glasbena šola, kakor velika dvorana. In to je moja velika želja, da se enkrat to uresniči.
Hvala za priznanje in za nagrado, ki sem dobil od občine Kranj. Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospa Marjana Jekovec za prispevek k kakovosti življenja v krajevni skupnosti Bitnje in za skrb za svoje sokrajane. Gospa Marjana Jekovec je od nekdaj sodelovala s krajani Bitenj, spodbujala je medgeneracijsko sodelovanje v kraju in kot članica sveta krajevne skupnosti prispevala ideje za izboljšanje življenja v svojem kraju. Zavzemala se je za izgradnjo novega vrtca v Zgornjih Bitnjah. Prostovoljno je pripravljala različne delavnice in nastope otrok za krajevne prireditve ob različnih prazničnih priložnostih. Sedaj, ko se je upokojila kot predsednica krajevnega odbora Rdečega križa Bitnje, veliko svojega prostega časa nameni delu za Rdeči križ Kranj. Vsako leto v imenu krajevne skupnosti Bitnje in Rdečega križa ob novem letu obišče najstarejše krajane v krajevni skupnosti. Spomladi, ob izbruhu epidemije COVID-19, je takoj priskočila na pomoč pri razdeljevanju mask najbolj ogroženim krajanom krajevne skupnosti. Gospa Marjana Jekovec se s svojim prostovoljnim delom celo življenje trudi prispevati k kakovosti življenja krajanov, še posebej tistih v stiski. Iskrene čestitke in hvala. En svet imamo, eno življenje imamo, ki ga tlakujemo. Sama stremim za tem, da bi ga tlakovala z dobrimi deli in zelo vesela sem, da je to opazno v moji okolici. Hvala vsem, ki ste to opazili, ki ste me predlagali za to lepo nagrado. Vendar pa je v krajevni skupnosti Bitnje ogromno društev, ogromno ljudi, ki delajo za dobro krajanov. Zato menim, da je to nagrada vsem, ki so aktivni, vsem, ki prispevajo svoj kamenček v mozaiku dobrih del in pa za lepo življenje našega kraja. Listino o priznanju Mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospod Janez Cuderman za uspešno vodenje in razvoj osnovne šole Helene Puhar. Janez Cuderman, ki je osnovno šolo Helene Puhar vodi od leta 2013, je v tem času vnesel mnogo pozitivnih sprememb. Šola je postala bolj odprta, tudi vrata njegove pisarne so odprta tako za učence, njihove starše in za vse zaposlene. Kakor trdi sam, dober pogovor o pravem času največkrat reši težavo. Janez Cuderman izstopa po entuziazmu in izboljševanju pogojev tako za učence kot učitelje. Svet zavoda ga je ob vsakoletnem ocenjevanju vedno ocenil z najvišjo možno oceno. V času njegovega ravnateljevanja so uredili okolico šole. V vrtu je nastala senzualna pot, nekaj učilnic so preuredili, tako da imajo prost izhod na ograjen vrt, kjer se poleti lahko izvaja pouk tudi na prostem. Predlani se je zaključila nadgradnja šole, ki je prinesla nekaj novih učilnic, dvigalo v zgornje nadstropje in s tem povezavo vseh površin šole za gibalno ovirane učence na šoli. Iskrene čestitke gospodu Janezu Cudermanu. Priznanja sem zelo vesel, vidim ga kot priznanje celotnemu kolektivu in svetu zavoda, da delamo dobro in da delamo v pravi smeri. Uspešno voditi šolo in skrbeti za njen razvoj sem vedno imel kot veliko odgovornost, motivacija pri delu so mi pa vedno učenci in še v bodoče bo tako. Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospod Igor Prašnikar za dolgoletno delo na športnem področju in predanost pri razvoju karateja. Gospod Igor Prašnikar se že skoraj 50 let neprekinjeno ukvarja s karatejem. S predano in kakovostno vadbo v okviru karate kluba Kranj je dosegel visoko stopnjo mojstra karateja 7. dan. Kot tekmovalec pa večkrat osvojil naslov državnega prvaka. Kot glavni trener kluba je do leta 2020 tudi kot predsednik kluba je treniral in usposobil 97 mojstrov karateja. Tekmovalci kluba pod njegovim vodstvom že vse od leta 1975 zelo uspešno tekmujejo na različnih tekmovalnih ravneh. V zadnjem obdobju so po medaljah posegali praktično na vseh večjih tekmovanjih. Do danes ima klub več kot 50 državnih prvakov in prvakinj, ki so skupaj osvojili več kot 150 naslovov državnega prvaka v posamični in ekipni konkurenci. Karate klub Kranj je organiziran kot eden največjih in najuspešnejših športnih kolektivov na regijski in državni ravni. Prav posebej pa izstopa dejstvo,
da klub v celoti deluje na volonterski osnovi in temelji na predanem delu številnih klubskih delavcev pod vodstvom gospoda Igorja Prašnikarja. Kot dolgoletni predsednik in glavni trener je s predanim delom v klubu nedvomno prispeval k veliko bolj kakovostnem življenju, ugledu in razvoju tako Mestne občine Kranj kot njenih prebivalcev. Iskrene čestitke. Počaščen sem, da prejemam to priznanje v družbi tako eminentnih občanov mesta Kranja. To priznanje bom z veseljem delil z vsemi člani športnega društva Karate klub Kranj, ki so v zadnjih 50 letih to društvo soustvarjali. Sam sem bil pač med prvimi, pobudnik, da se začne z redno vadbo, potem ves čas trener, tekmovalec, prvi uspešni prvak Slovenije, nato dolga leta sodnik in nazadnje 24 let predsednik društva. In sedaj sem najbolj vesel, da nadaljnje vodenje društva prevzema mlajša generacija izkušenih, ki so vsi izkušeni trenerji in tudi bivši tekmovalci. S tem je prihodnost kluba garantirana. Osebno pa dajem največje priznanje svoji ženi in hčerki za vse razumevanje, da sem poleg redne službe lahko toliko prostega časa preostalega namenjal v tej športni dejavnosti. Hvala. Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospod Franci Jerala za prepoznavnost hortikulturnega društva Kranj. Že od nastanka Kranjskega hortikulturnega društva so bili prebivalci zainteresirani za včlanitev in delovanje v društvu, pa tudi za obiske raziskav, za izlete in predvsem za botanični vrt. Sčasoma so zaživeli vrtovi okoli družinskih hiš in članstvo v Kranjskem hortikulturnem društvu se je z leti redčilo. Kljub temu gospod Franci Jerala ni obupal in je ostal zvest tako društvu kot vrtu. S preostalimi članicami in člani je skrbel, da je bil vrt vedno urejen, barvit in tako vse leto zanimiv za obiskovalce. Če je gospod Jerala videl mimoidočega, da z zanimanjem pogleduje preko žive meje, ga je osebno povabil na ogled. Tudi turisti so bili deležni njegove pozornosti in seveda so lahko obiskali vrt prav tako mladi in otroci. Za boljšo prepoznavnost pa je botanični vrt hortikulturnega društva Kranj vrata odprl tudi dogodkom. Kot odličen ambient so ga prepoznali fotografi in kranjski Kamišje-Bajevci. Predsednik Franci Jerala žal zaradi operacije vrta zdaj ne obiskuje več vsak dan, njegovo delo pa ostaje dokumentirano v člankih o botaničnem vrtu hortikulturnega društva Kranj, ki jih najdemo tako na spletu, kot tudi v časopisih. Iskrene čestitke, gospod Jerala. Sem zelo vesel na to nagrado, ki je življenjskega pomena. Moj praded je tudi veliko delal, potem je dobil plakete, zaslužen član hortikulturnega oziroma polepševalnega društva, kakor je bilo takrat. Veliko plaketo Mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospod Žarko Matijašević kot športniku in trenerju za zavzeto delo z mladimi na področju nogometa. Žarko ali Žare, kot ga radi kličejo, je svojo nogometno pot začel v klubu NK Zarica, kjer je bil član vseh kategorij, vse do članske ekipe, potem pa je prestopil v nogometni klub Bled. In prav v tem klubu se je začela njegova kariera trenerja, čeprav sprva sam ni verjel, da to zmore. V nasprotno ga je prepričal gospod Nikola Avramovič, ki mu je Žare hvaležen za vse, kar je dosegel. Po letu dni je dobil ponudbo v nogometnem klubu Sava in jo sprejel. Od takrat je minilo 16 let in v svoji karieri je treniral vse ekipe do starosti 15 let. Trenutno je zadolžen za otroke stare od 4 do 10 let. Njegovo poslanstvo je v prvi vrsti vzgoja otrok, da bi odrasli v dobre in poštene ljudi. Šele na to pride nogometno znanje. Zase pravi, da ima srečo, da počne in dela to, kar ga veseli in osrečuje, obenem pa se zahvaljuje vsakemu posamezniku, ki je bil, je in bo del njegove nogometne poti. Se pravi, ta nagrada mi pomeni zelo veliko, saj je to dokaz, da sem bil opažen v okolju, v katerem delujem, je pa tudi dodatna spodbuda za delo v prihodnosti, da bom deloval še bolj zavzeto in še bolj srčno.
ter da bom prinašal veselje otrok in staršev. Veliko Prešernovo plaketo za leto 2020 prejme gospa Alenka Jenko Boh za uveljavljanje glasbene kulture in pedagoško delo z mladimi. Njena glasbena pot v podružnični šoli Žabnica se je pričela v času študija z vodenjem šolskega pevskega zbora. Ob zaposlitvi pa se je posvetila še krožku kljunaste flavte. Z delovanjem obeh skupin je bogatila šolske proslave in različne prireditve v Žabnici in Bitnjah. Plod njenega dela so tudi učenke, ki študirajo glasbo, ena od njih celo v tujini. Z občutkom je pripravljala program komemoracije pri spomeniku NOB v Žabnici. Zadnja leta je bila pobudnica in organizatorka prve revije zborov v osnovni šoli Stražišče. Odmevna je bila otroška spevoigra Kresniček Radovana Gobca, ki jo je s pomočjo sodelavk pripravila že kar s 3 različnimi generacijami otrok. Leta 2000 je s pomočjo muzikologa Julija Strajnarja izdala glasbeno delo Novi kos. Gospod Strajnar je priredil nekaj ljudskih skladb za zbor Žabnica. Da je pevski zbor kakovosten, pove tudi dejstvo, da so leta 2009 nastopili na prireditvi v Prešernovem gledališču Kranj na proslavi in podelitvi nagrad in priznanj Mestne občine Kranj. Več kot 20 let je bila gospa Alenka Jenko Boh pevka. Letos pa mineva 40 let, odkar je prevzela otroški pevski zbor na osnovni šoli Žabnica. Poleg tega, da je srčna učiteljica, je tudi pomembna nosilka kulturne dejavnosti v kraju in okolici. Iskrene čestitke, gospa Alenka. Kot učiteljici mi je bil vedno glavni cilj navduševanje. Kajti če otroka navduši za neko stvar, bo potem začel iskati znanje naprej sam. In to se mi zdi, da je glavno, kar lahko učitelj nekomu da in kar si za njega lahko želi. Ta nagrada pa mi res pomeni zelo veliko, ker jo razumem kot potrditev mojega dela. Naziv častni občan Mestne občine Kranj za leto 2020 prejme gospod Anton Rešek za ohranjanje vrednot in zgodovinskega spomina o razvoju slovenske samostojnosti in državnosti. Anton Rešek je prevzel vodenje OZVVS Kranj, ki povezuje veterane Mestne občine Kranj, občin Šenčur, Cerklje, Jezersko, Predvor in Naklo že v letu 2001. V obdobju njegovega predsedovanja je združenje razvilo svoj prapor in pridobilo prostore na območju vojašnice Petra Petriča Kranj. Kot predsednik je najbolj zaslužen, da so v sodelovanju s policijskim veteranskim društvom Sever Gorenjska postavili obeležje žrtvam osamosvojitvene vojne na območju letališča na Brniku, pa tudi na Jezerskem vrhu. Gospod Anton je bil odgovorni urednik pri nastajanju zbornika Vloga teritorialne obrambe Gorenjske v procesu osamosvajanja Republike Slovenije v letih 1990 in 1991. Na Ministrstvu za obrambo je uspel pridobiti priznanja, bojne znake za udeležence osamosvojitvene vojne na Gorenjskem. Na njegovo pobudo so člani pričeli z akcijo ureditve muzeja s fotografijami, predmeti in dokumenti o začetkih delovanja teritorialne obrambe, dogodkih v času osamosvajanja in prvih zametkih Slovenske vojske. Anton Rešek je tudi strokovni vodja po muzeju. Je ustanovni član Združenja slovenskih častnikov Krajina Kranj. Aktiven je tudi v društvu upokojencev Ministrstva za obrambo v sekciji Gorenjska. 25 let je bil član organizacijskega odbora pohoda borcev in veteranov na Triglav. Je dolgoletni član in sedaj tudi podpredsednik Zveze borcev za vrednote NOB Kranj. Ob ustanovitvi Kinološkega društva Kranj je društvu 2 mandata tudi predsedoval. Kot aktivni pripadnik teritorialne obrambe pa je 3 mandate predsedoval Občinski strelski zvezi Kranj. Dolga leta je bil in delal v upravnem odboru kegljaškega kluba Triglav Kranj. V klubu Nova Brazda Kranj je bil 6 mandatov podpredsednik, po prenehanju funkcije pa je še vedno aktivni član društva. Iskrene čestitke za častni naziv, gospod Rešek. Današnji dan je za mene nekaj posebnega, kajti sprejem naziva častnega občana Mestne občine Kranj je predvsem bilo prvo presenečenje, drugo ena obveznost za naprej, ampak vseeno je bilo to nagrada za dolgoletno delo, ki sem ga upravljal ne samo sam, ampak v sklopu svojih sodelavcev v vseh organizacijah, kjerkoli sem do sedaj deloval.
Posebej sem pa hvaležen Komisiji za priznanja Mestne občine Kranj, ki je znala ceniti delo opravljeno v več desetletnem obdobju in seveda s tem mi je dala tudi obveznost, da tako delo v bodoče še nadaljujem in skušam mladim posredovati svoje izkušnje. Še enkrat najlepša hvala. Torej, dragi nagrajenci, spoštovano občinstvo, letošnja podelitev nagrad in priznanj na slavnostni akademiji ob občinskem prazniku je tako zaključena. Prihaja čas praznovanj in kljub temu, da živimo v enem zelo posebnem času, si ne bomo vzeli priložnosti za veselje, praznujemo lahko tudi v srcu, ampak to je treba včasih povedati tudi na glas, zato nam bo gospod župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec predal zdaj tudi voščilo za leto, ki prihaja. Prosim. Spoštovane občanke, spoštovani občani. December je v Kranju še nekoliko bolj prazničen, ker smo 3. december izbrali za občinski praznik. Mineva 220 let od rojstva največjega slovenskega pesnika, ki je močno povezan s Kranjem in bo zavedno z zlatimi črkami vpisan v naš kolektivni spomin. Občinski praznik, v katerem slavimo spomin na Franceta Prešerna, je letos drugačen zaradi epidemije COVID-19, vendar to ne zmanjšuje njegove vrednosti. Priložnost je lepa, da si, če že dolgo niste, v domačem okolju preberete kakšno pesnitev našega mojstra verzov ali pa kakšno zgodbo o življenju tega pesnika odprtih nazorov. Na ta način izkažemo tudi spoštovanje do svoje literarne dediščine in se nekaj novega naučimo. Spoštovane občanke, spoštovani občani, ob občinskem prazniku vam iskreno čestitam. Naše praznovanje pa je tudi uvod v tradicionalno decembrsko praznično vzdušje. A zaradi preprečevanja širitve okužbe z novim koronavirusom bo praznični čas letos drugačen, kot smo ga vajeni. Temeljil bo na medosebni razdalji in minimalnih stikih. Prav iz tega razloga se nam zdi pomembno, da v mestu, seveda v skladu z vsemi zaščitnimi ukrepi, pričaramo praznično razpoloženje in občutek domačnosti, topline. Mesto bo okrašeno. Zaradi razmer, ki ne dopuščajo koncertov in drugih oblik zbiranja, bo še večji poudarek na vizualnem in svetlobnih elementih. S tem bi radi vplivali na boljše počutje vseh nas, občank in občanov. December in občinski praznik je tudi čas, ko pogledamo, kaj vse smo naredili, izboljšali, nadgradili v celotnem letu in potrdimo, kako zavzeti smo pri uresničevanju razvoja in boljših razmer za bivanje in delo naših občank in občanov. Tudi v letu 2020 smo v izjemno zahtevnih razmerah izvedli večino predvidenih projektov. Nismo se ustavili. Gledamo seveda tudi v prihodnost, preverjamo poti do zadanih ciljev in vedno znova potrdimo, da so uresničljivi. Med njimi ostajajo tudi nov dom za starostnike in dnevni center, gradnja stanovanj, prometna infrastruktura, centralni potniški terminal, kolesarske poti, nov park sredi mesta, sprehajalne poti z Majdičevim logom, obnova igrišč na Golniku, projekt Pametna mlaka s podporo sodobnih tehnologij, urejanje kanjona Kokra in mnoge drugi. Uresničujemo, kar smo pred 2 letoma napovedali. Verjamemo v Kranj in v to, da skupaj z vami zmoremo vse. Lep december vam želim. Eden največjih projektov, ki ga je kranjski občini uspelo zaključiti v letu 2020, je prenova in posodobitev osnovne šole Simona Jenka Kranj, podružnične šole Center. Projekt vreden 6 milijonov evrov sta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Preostali del pa je zagotovila Mestna občina Kranj iz lastnih proračunskih sredstev. Dolga leta, kar 12-13 let je bila to, lahko rečem, kar sramota Kranja.
S tem, ko so pa adaptirali oziroma prenovili to šolo, pa je Kranj pridobil prvič predvsem rešil problem osnovnega šolstva, drugič pridobil eno najlepših šol v Sloveniji, saj za moj okus. In pa če pomislimo, da krajevna skupnost Center nima svoje šole, je tudi krajevna skupnost Center pridobila tako rekoč svojo šolo. V načrtu je tudi prenova nekdanje srednje gradbene šole v starem mestnem jedru Kranja. Investicija bo omogočila umestitev glasbene šole in javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Nove pridobitve, zelene strehe, so se jeseni razveselili na osnovni šoli Staneta Žagarja, kjer se že vrsto let srečujejo s prostorsko stisko. Projekt sta sofinancirala Ekosklad in Ministrstvo za okolje in prostor. Prostorož in Mestna občina Kranj pa sta se odločila, da prenovita 360 kvadratnih metrov šolske strehe. Pobudo o zeleni strehi na osnovni šoli smo v svetu staršev sprejeli z zanimanjem. Otroci so seveda navdušeni. Poleg tega, da imajo zdaj otroci na voljo svež zrak, torej nek nov prostor za učenje, pa mislim, da je dober projekt tudi zato, ker zahteva zdaj neko angažiranost otrok. Mestna občina Kranj preklaplja na zeleno na vseh področjih. V načrtu za prihodnje leto je največji park v mestu, poimenovan po kranjskem rojaku Janezu Blajvajsu, ki bo ob zdravstvenem domu in porodnišnici. Novembra so ponovno zasadili številna drevesa, cilj pa je 1000 dreves v 8 letih. Od jeseni je gasilsko-reševalna služba Kranj bogatejša za pomembni pridobitvi. Poslej si bodo gasilci pri svojem delu pomagali z novo avtolestvijo ter z moderno avtocisterno, kar jim omogoča hitrejše in lažje gašenje požara oziroma reševanje na višini. Mestna občina Kranj nam stoji ob strani. Prisluhne našim zahtevam in jih tudi razume. Najprej smo spomladi prevzeli novo avtocisterno, ki ima količino 12 kubičnih metrov vode. Ta avtolestev 42 metrska pa pričakujemo, da bomo večino objektov v kranjski občini in pa tudi širše lahko pokrili. Mnogo projektov je občina izpeljala v sodelovanju z državo. Mednje sodi obnova Delavskega mostu, ki je še v teku, pa krožišči na Primskovem in v Bitnjah, ki bistveno pripomoreta k večji pretočnosti prometa na vpadnicah v Kranj. Mestna občina Kranj bo zamenjala vozila za električna, z javnimi zavodi in podjetjem skupaj 130, prva že ob koncu leta, ter vzpostavila mrežo javnih električnih polnilnic. Razširila se bo tudi mreža carsharinga. Dokončana je gradnja 80 parkirnih mest na lokaciji zdravstvenega doma Kranj. Občina je uredila tudi mnoga druga nova parkirišča, skupno je v zadnjih 2 letih pridobila več kot 200 parkirišč. Smo na polovici mandata, a ne delamo na pol, pač pa na polno. Pred 2 letoma sem se z nastopom na položaj župana Mestne občine Kranj skupaj z ekipo intenzivno lotil uresničevanja ciljev, ki smo si jih zastavili za obdobje 8 let. Izboljšujemo kakovost bivanja in razmere za delo, gospodarstvo, podjetništvo in obrt. Izboljšujemo cestne povezave in kolesarsko mrežo, gradimo zeleno mobilnost in zeleno okolje, investiramo v komunalno infrastrukturo, vzpostavljamo pogoje za investitorje v stanovanjsko gradnjo, skrbimo za starejše, vlagamo v šole in vrtce, športne objekte, podpiramo kulturne programe in turizem, vključujemo nove tehnologije in preizkušamo modele pametnih naselij. Prepričan sem, da napredek na vseh teh področjih vidi vsakdo in da ga to navdaja z vero v dobro prihodnost. Mi smo tu zato, da to tudi realiziramo. V teku je tudi obnova ceste med Mavčičami in Prašami. Prav poseben podvig pri tem je bila prestavitev kapelice iz druge polovice 19. stoletja. Gre namreč za največji objekt, ki so ga na območju Mestne občine Kranj doslej prestavili v enem kosu. Kranjska mobilnost je olajšana in precej varnejša po obnovi mosta čez Savski otok. V izvedbi je dolgo pričakovani pločnik pred Ibijem na Primskovem, ki bo bistveno izboljšal varno pot v šolo. Dokončan je pločnik med Goričami in Golnikom. Ta pločnik je plod dolgoletnega truda in jaz bi se najprej zahvalil Mestni občini Kranj in pa državi, da sta to končno pripeljali do konca. Ta pot je velika pridobitev za našo skupnost, zelo pomembna. Po tej poti hodijo recimo otroci v šolo, ljudje v cerkev, na pokopališče. In zdaj s to potjo, ki povezuje oba kraja, je ta sprehod, ta pot postala veliko bolj varna in urejena.
Novost je nekaj novih avtobusnih postajališč. Postavljena pa bo tudi dodatna postaja sistema izposoje javnih koles, kar s kolesom z 10 kolesi. Trenutno je v Kranju že 28 lokacij kolesarskih postaj, kjer si lahko uporabniki izposodijo tako električno kot navadno kolo. S 74 električnimi kolesi pa je kranjski sistem največji elektrificiran sistem izposoje koles v Sloveniji. S 176 reflektorji na športnem stadionu, ki so postavljeni v skladu z zahtevami Evropske nogometne zveze, je mestna občina Kranj pridobila najsodobnejšo osvetlitev, ki omogoča boljše razmere za treninge in tekme tudi v večernem času. Urejena je bila tartanska atletska steza, dodatne steze za šprint, za skok v daljino in nekatere druge atletske panoge. Pozimi pa bodo atleti in nogometaši lahko trenirali v novem balonu. V prihodnji finančni perspektivi bo kar nekaj sredstev zagotovljenih za razvoj Kranja kot pametnega mesta. Mestna uprava se je teh projektov že lotila, več lokalnih podjetij in podjetje Riko so uspešno združili moči in znanje ter v pilotnem projektu Pametna mlaka izdelali rešitve za uvajanje sodobnih tehnologij v bivalno okolje. Pametna mlaka je bila ena taka edinstvena priložnost, kjer smo skupaj z občino in z gospodarstvom poskušali narediti implementacijo idej in tehnologije, ki jo drugače v naših krajih ali pa v naši regiji v bistvu niti ne bi mogli. Mislim pa, da je skupen imenovalec v resnici povečevanje kakovosti življenja. Prenovljena spletna stran mestne občine Kranj se je znašla med spletnimi prvaki in prejela prvo nagrado na Websi 2020. Postavili so merilce hrupa in onesnaženosti zraka, pri čemer lahko rezultate za različne predele mesta v živo spremljamo na spletu. Kranj izredno veliko vlaga v programe sociale. Projektna dokumentacija za nov dom upokojencev na Zlatem polju je v fazi izdelave idejne zasnove. Zemljišča za ta namen pa so že rezervirana. Tudi z nakupom prostorov za dnevno varstvo v nekdanjem trgovskem objektu Mercator na Planini je bil narejen pomemben korak za izboljšanje problematike starejših. Dnevni center bo ena dobrodošla in velika pridobitev za Kranjčanke in Kranjčane, saj se z vključitvijo v dnevni center osebe starejše od 65 let vključujejo v eno aktivno obliko staranja. To pomeni, da dnevno lahko prihajajo od ponedeljka do petka k nam, kjer jim v tem dnevnem centru poleg osnovne oskrbe, to je tudi toplega obroka in pa nege, če jo potrebujejo, nudimo tudi različne dodatne aktivnosti, ki v bistvu popestrijo njihovo dnevno življenje. Pomembna pridobitev za Kranj je ureditev poti za pešce in kolesarje na Majdičev lok čez kanal pri Majdičevi elektrarni. Pot povezuje zelene površine otoka z nakupovalnim centrom in središčem Kranja. Mestna uprava nadaljuje z gradnjo povezav znotraj kolesarskega omrežja, ki bo obsegal skupno okoli 40 km kolesarskih površin. Med prioritetami pa so tudi povezave s premostitvenimi objekti, in sicer nadhod čez državno cesto med Tušem in Kulandijo, povezava čez Savo pri Trbojskem oziroma Mavškem jezeru med Jamo in Prebačevim ter povezava čez Kokro od Ibija na Primskovem do športnega centra Stanka Mlakarja. Posebno mesto v prihodnjih načrtih ima ureditev kanjona Kokre, ki še vedno predstavlja zelena pljuča Kranja in ponuja stik z naravo le korak od mestnega središča. Kranjska občina je v celoti seveda še veliko več kot ta naš vodni biser sredi starega mesta, kjer si prizadevamo, da bi že v letu 2021 zavihali rokave in pričeli z urejanjem kranjske plaže, sprehajalnih brvi, plezalne stene, učne poti in tako dalje. Seveda bo vse zasnovano tako, da ne bo okrnilo prelepe narave, ki jo imamo sredi mesta. Če še enkrat ponovim, ne delamo na pol, ampak na polno.